Glede na izpostavljenost soncu moramo biti pozorni na napovedano oblačnost. Takrat, ko imamo napovedane padavine in debele dežne oblake, takrat seveda UV-sončni žarki do nas ne sežejo. Če pa imamo tako kar nekaj takih kopastih oblakov, takih, ki rasejo kot kar fijoljce v nebo, ti oblaki pa, med katerimi še sije sonce, pa nas ne varujejo pred UV-sončnimi žarki. Tudi tisti tanki, koprenasti oblaki, pri katerih še vedno vidimo senco na tleh, tudi ti nas ne obvarujejo pred UV-sončnim sevanjem, saj prepuščajo približno 80% UV-sončnega sevanja. Zavedati se moramo tudi, da se UV-sevanje v ozračju dobro sipa. In zaradi tega, tudi če stopimo v senco, pride do nas kar nekaj UV-sončnega sevanja, torej tistega sipanega sevanja. In nekateri zmotno smo mislili, bili prepričani, da ko gremo na plaži v vodo, ko gremo plavat, da smo zaščiteni pred UV-sončnimi žarki. Ne, ni res. UV-sončni žarki zelo dobro prodirajo v vodo. Od vodne površine se odbije približno 10% UV-sončnega sevanja, ostalo pa prodre v vodo. In seveda voda nas ne varuje pred UV-sončnimi žarki in lahko nas opeče tudi medtem, ko plavamo ali pa se zadržujemo v vodi. Če gledamo z barvno lestvico prikazane moč UV-indeksa, potem tiste modre barve pomenijo, da smo kar na varni strani. Pri zelenih barvah je tako, da morajo biti tisti, ki imajo občutljivo kožo ali pa otroci, že zaščiteni sredi dneva. Ko pa govorimo o rumenih, oranžnih ali pa celo rdeči, da ne govorim o vijoličasti barvi, takrat se je pa nujno zaščititi. Pri rdečih in vijoličastih barvah pa je najbolje, da se sploh umaknemo v stavbo sredi dneva in tisti osrednji del dneva prebijemo nekje, do kamor sončni žarki pač ne sežejo.